Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, ustvarjalke, ustvarjalci in seveda naši gostje, sogovorniki. Lep pozdrav v imenu Centra za kreativnost, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje na današnjem prenosu veščin, izobraževanjih oziroma dogodkih, ki jih v centru prirejamo že vse od leta 2019 s ciljem, da predstavljamo zgodbe uspešnih slovenskih ustvarjalcev, arhitektov, oblikovalcev, podjetnikov in seveda tistih, ki delujejo na področju kreativnih industrij in kreativnega sektorja. Danes mi je še posebno veselje, da vas pozdravimo v tem prekrasnem ambientu gradu Fužine muzeja, kjer dejansko preteklost ni zgolj nek oddaljen spomin, ampak se aktivno vpleta v vse naše programe, produkcije in zmeraj se ustvarja nekaj novega, misli, nove ideje, možne prihodnosti in nam nekako dajejo navdih za ustvarjanje in delo. In danes mi je prav posebno veselje, da bojo te zgodbe sodelovanja, soustvarjanja predstavljali z nami Ana Roš, Matea Benedetti in Studio Foh. Po tem popotovanju, upam, da bo popotovanje tudi za vas, pa vas bo popeljala Urša Jerkič. V nadaljevanju si boste ogledali tudi prostorsko instalacijo, ki sta jo ustvarila Jan Kozinc in Manca Košir, ter seveda zgodbe ustvarjalcev, ki jih danes, in kulinaričnih navdihovalcev, navdušencev, ki jih danes predstavljamo. Seveda pa ne pozabimo tudi glasbene spremljave Bovrejna. Tako da upam, da boste uživali z nami in želim lep večer. Besedo pa predajam našim gostom. Lepo pozdravljeni. Tudi meni je vedno veselje, ko vidim različne ljudi, vsak, ki je kreativen, vsak na svojem področju najti nek projekt, pri katerem bomo sodelovali in naredili nekaj drugačnega, nekaj več. Preden pa začnemo o tem, kako ste sodelovali, se spoznali, kdo je koga poklical, bi me zanimali, vsi prihajate do te svoje niše, do tega, kar počnete, ste prišli po precej nenavadnih poteh, recimo. Zdaj začela bom z vami, Ana Roš. Ta pot, kako je prišla do fine dininga? Jaz, ko sem brala vašo knjigo, mi je bilo, najprej je smučala, potem je ful plesala, potem je hotela iti v diplomacijo, je prišla nazaj s Trsta v Kobarid in kar naenkrat je tam ena gostilna in odločitev je bilo, lahko bi bila gostilna, do katere bi prihajali avtobusi in bi fino jedli, lahko je pa gostilna, restavracija, ki dobi 3 Michelinove zvezdice. Skratka, kaj je ta vizija, trma, kdaj, kako je do tega prišlo? No, s tem ste se verjetno že rodili, ampak vseeno. Najprej, se slišimo? Sicer ima dosti močen glas, lahko tudi brez mikrofona govorim. Super vas je videti in ful ogromno vas je in se mi zdi, da so to taki lepi projekti, ki za našo rast, zato ker se včasih eno druga lahko dejansko ogromno naučimo. Jaz sem se učila sama in včasih me vprašajo pač, če sem vedno sanjala, da bom kuhar in se rekla, nikoli nisem sanjala, da bom kuhar. Ni me niti približno zanimalo. Pač v bistvu, ko sem bila otrok, sem dejansko bila v jugoslovanski smučarski reprezentanci, pa potem vzporedno plesala, pa potem nadaljevala s plesom, pa bila gimnazijka in kdo je imel čas za kuhanje. Tako da kuhanje dejansko ni bilo nekaj, kar je mene zares zanimalo. Ampak potem sem študirala diplomacijo in sem študij zaključila, sem spoznala Valterja in lastnika Hiše Franko v bistvu, oziroma takrat sina. In pač ženske smo včasih, hočeš butaste ali pa zelo srčne, ampak sem se odločila, da bom diplomacijo pustila zato, da ostanem. In tako sem se začela prevajati temu svetu gastronomije, ja, če pač ti nimaš pojma, je to ful težek začetek, ker se moraš učiti iz nič, ampak če hočeš in si drzen in si motiviran, se naučiš vsega. Tako da jaz... Takrat, da bo ta fine dining, da je to nekaj, vas je vleklo
vem, da ste pol šli tudi celo z dojenčkom že jesti v neke te restauracije. Skratka, ta svetovljanski duh je bil vas in ste hoteli, to mogoče ni diplomacija, lahko greš pa, fine dining po mojem tudi veliko teh krogov zajema, ne? Visokih. Ampak jaz ne bi temu rekla tako, v bistvu bolj je občutek, da moraš vedno rast, da moraš vedno neka evolucija, da vidiš, da ustvarjaš. Pač delala sem, ko sem plesala contemporary dance, s Cunningham tehniko, kjer je ogromno improvizacije tudi, kar pomeni, da moraš stalno svoj duh in svojo kreativnost uporabljati v tem, kako proizvajaš zvok, kako gibaš. In mislim, jaz ne bi mogla celo življenje peči pečenk. Pač v bistvu je to bil nek naraven proces, da kreativnost ti je po moje dana in potem ji moraš slediti. In jaz sem od prvega dne se spomnim, kako sem, ko sem še pomagala v strežbi kot študent, v takrat gostilni Franko, hiša Franko, in se nekaj tako. Ne bi vi naredili tega malo drugače, a ne bi pogledali, kaj imamo mi v našem okolju, a ne bi bili mogoče malo bolj zabavni in kreativni, ampak pač vse to je frustracija kreativnih ljudi, zato ker pol moraš vse priti v svoje roke in reči, moram spremeniti način razmišljanja. In to je evolucija za mene. Se pravi, zaletavaš se v zid, delaš napake, ampak takrat, ko se zaletiš v zid, veš, da lahko skreširaš, se totalno razsuješ ali pa greš levo ali pa desno. Se pravi, leva ali desna, se odločiš samo, v katero smer boš šel. Če greš pa v zid, boš pa pač na zidu obstal kot čebela, ki jo počiš na zidu. In ni bilo enostavno, ker vsi ljudje mislijo tako, moja karijera je tako samo cvetlična nekako, ampak dejansko bilo je ogromno trenutkov, ko sem rekla tako, pač sploh ne vem, če zmorem, sploh ne vem, če morem. Pač i človeški faktor ljudi, ki hodijo delati zato, da delajo, ne zato, da ustvarjajo. Ker na koncu koncev gastronomija je tudi neke vrste umetnosti, in tam je nujno potrebna v bistvu, ne bom rekla kreativa, ki se ponavljam, ampak ustvarjalnost dan na dan, ker se narava non-stop spreminja, ker se pač vse spreminja. To sem imela kasneje vprašanje, ampak recimo zdajle, koliko se kot šef počutiš hkrati, da si dizajner, ker recimo, da imamo nek tak dizajnerski kotiček, vseeno oblikuješ, načrtuješ mnogo več kot tisto, kar pride na krožnik, ne? Ti oblikuješ celoten svet, vse stične točke vidiš in se mi zdi, koliko se počutite, no, kot recimo nekdo, ki nek načrtovalec, ki bo vsako moral vsako točkico pregledati, narediti tako, ko jo hoče. Ampak v bistvu, če pogledamo, kako se dejansko gastronomiji reče, visoki gastronomiji reče v sodobnem svetu, je dejansko umetnost ustvarjanja. Jaz vedno pravim, da ko greš ti v restauracijo, ki ustvarja, je to, kot da bi šel v galerijo ali pa kot da bi šel k Mateji Benedetto. Ampak kakorkoli je v bistvu ustvarjalski duh je tisti, ki te dela drugačnega od drugih. Zato, ker sestavine na koncu koncev imamo lahko vsi enake, ampak ti si tisti, ki dodaš dodano vrednost stvarem, ki rastejo okrog nas. Pol pustimo stati, da sem zelo trajnostna in pazim, zato tudi sodelovanje z Matejo, z njima pač, ampak ustvarjalnost je tisti kreativni del tebe, ki prihaja iz tebe, zaradi katerega bojo ljudje se usedli na avion, pa naredili, ne vem, 10.000 kilometrov zato, da pridejo jesti. Ne bojo prišli zaradi une bazilike iz vrta, bojo prišli zato, ker si ti iz tiste bazilike nekaj ustvaril in to je za mene umetnost. Mateja, če s tabo nadaljujemo, tudi ti si prišla do tega, kar zdaj počneš,
če lahko temu rečemo, luksuzna trajnostna moda, si prišla iz gledališča, kostumov. Kdaj si ti začutila, da je to tvoja niša in da tukaj lahko ti se izživiš in živiš od tega? Tako, v bistvu jaz sem pobegala iz mode v gledališče, ravno zaradi tega, ker sem se zavedala problemov, ki jih ustvarja modna industrija. Kdaj sem pa prišla iz gledališča nazaj v modo, je bil pa tisti trenutek, ko so prišle prve ekološke svile in ekološke volne na tržišče. Zakaj? Ker do takrat so bili samo ekološki bombaži, pa še to si lahko nabavil, 1000 metrov v Indiji, ne? Kar je bilo za tako majhnega dizajnerja nemogoče. In takrat, ko so prišli malo bolj bogati materiali, se nekaj, zdaj pa čas, da lahko začnem ponovno ustvarjati modo na način, ki si jaz želim, zato se tudi malo identificiram v tej poti, ki ni bila tako enostavna, ker praktično sem imela, 3 materiale, 4 barve v svetu, ki je poln barv in poln materialov. In zakaj pa luksuzna, recimo, ne? Ko sem poslušala tvoje predavanje, si rekla, da si se tukaj tudi razšla, naprimer z investitorji, ki so hoteli narediti bolj masovno, ti si šla pa v luksus. Kaj je to, a je to najvišja kreativnost možna v tem sektorju? Zakaj ta luksus nas privlači? Tako bom rekla, mene luksus sploh ne privlači, ne? To je pač, luksus je posledica načina, kako ustvarjaš, ne? Tako kot je rekla Ana, ona ne gre peč pečenko, ampak njen način ustvarjanja terja čas, znanje, ustvarjalnost, neprespane noči verjetno, ne. Tako je isto pri mojem delu, ne. Se pravi, jaz sem želela s točno določenimi materiali ustvarjati, na takšen način, s takšnimi dizajnerji delati, zato da dosežem take vzorce. In potem, ko sem skalkulirala vse, se pravi, moj čas, cena materiala, cena dela in potem na koncu, ko dobiš še maržo od trgovin, te pa malo pali, ne, vse skupaj in gotoviš, da si v luksuznem rangu nehote, ne zato, ker bi hotela biti. Jaz bi rada, da se moje obleke prodajajo po 10 evrov, ker bi imela velik vpliv na svet, ne, ampak žal se ne, ker je moj način ustvarjanja drugačen, drug recept je enostavno. Recept, dobro. Zdaj pa, če gremo do vaju videa, pa tudi prihajata iz grafičnega oblikovanja in sta šla v keramiko. Skratka, to je pa sploh še en skok. Se mi zdi, keramika je zdaj ful popularna, vsi imamo neki tečaji, vsi se hodimo na to, da se malo sprostimo in ne vem kaj. Ampak vidim, da ste iz tega naredila biznis, nišen biznis, znova za high-end restauracije, butične hotele. Kako? Kako sva prišla? Kako sva našla to nišo, kako je ona našla vaju iz grafičnega oblikovanja, lahko bi delala keramiko kakršnokoli, kaj je kle privlačno? Začeli se s tečajem keramike. To bo Luka pol razložil. Niša naj je našla slučajno. V bistvu sva začetka tako precej tipala, kaj bi delala, kam bi delala. Iz grafičnega oblikovanja sva hotela pobegati pred naročniki, kjer je ful enih kompromisov. Pol sva pa v bistvu v niši kulinarični našla naročnike, ki so pa za naju bili super, ker ni bil toliko, da sva mi dva izvajalca, ampak je šlo res za sodelovanje in kompromis. In slej se je začelo. Ja, to, kar je povedala. Skratka, bila sva oba zaposlena kot grafična oblikovalca. Jaz osebno sem pač na eni točki se počutil malo bolj kot izvajalec, manjkalo mi je te kreative in sem bolj iskal na delavnicah prostor, kjer se lahko izražam. In sem šel na delavnico k Kristini Ruter in tam pač sem to vzljubil. Ne vem, najbolj všeč mi je bilo, da sem bil v procesu pet od začetka do konca sam, se pravi od gnetenja gline do tega, ko izdelek potegnem iz peči in ga lahko oddam naprej. In to je bilo to, kar me je mene najbolj navdušilo, no. In iz tega smo pol skupaj nekako dobili to nišo in s pomočjo naročnikov, no, v bistvu. Kako pa, naprimer, če zdaj gremo na ta del, kako ste se vi spoznali? Predstavljam si, nekje sem prebrala, Ana, da ste vi gledali to lepo pokrajino okoli sebe v Kobaridu in vam je prišlo, mora nekaj z Matejo narediti in Matejo pokličete. To so te zgodbe, ki jih zdaj mi beremo v časopisih, ampak kakšna je res ta, kdaj prideš
Predstavljam si, da imam milijon stvari v restavraciji za narediti, preden se jaz odločim, da bom poklicala Matejo Benedetti. Ker imam milijon stvari, ki jih moram popraviti, preden bo ona naredila uniforme. Kdaj sem dovolj zrela, da lahko se odločim za tako investicijo, da pokličem druge ljudi, ki bodo za mene počeli te stvari, ki so mogoče nek presežek, ki ga ne rabim zdaj, čisto na začetku mogoče, ker me lahko konec koncev izčrpa to, da se že takoj zaženem, ne. Jaz bi hotela imeti vse, da je že vse takoj lepo in krasno in tako, kot sem si zamislila. Zdaj, kdaj si dovolj zrel in kaj, a je to poslovna odločitev ali je to bil res ta naval te želje ali kako je prišlo do tega? Ok. Ne, v bistvu što se bil temu, da to je bilo tako obdobje med covidom in drži, ne spomnim se, katero leto je bilo, ne spomnite me, ampak vem, da so nam rekli, da mogoče nas bojo odprli. To je bilo torej med 2 lockdownoma in jaz sem šla, to je resnična zgodba in Mateja jo bo pol potrdila. Jaz sem sem si skuhala kavo in sem šla na teraso in gledam travnik, ki je bil tako poln cvetja, res tako, ni bilo, da ni bilo, marjetice, ok, ne gremo tja, bilo je tako pisano. In jaz, ko gledam ta travnik, sem rekla, to je sreča, jaz v bistvu nočem biti nazaj v black and white. Pa zakaj morajo moji ljudje biti oblečeni v črne hlače, v belo srajco, v črn rekelc, ponavadi greš to kupiti v Zaro, zato ker imajo dovolj številk, da lahko oblečeš vse. In sem rekla tako, ne. In gledam ta travnik in rečem tako, ok, nam dajo 1 mesec časa, da nas odprejo. In z Matejo so se pa prej spoznali, zato ker me je enkrat ali dvakrat oblekla Alma, je bila najin connection point. Včasih manekenka, taka čudovita ženska in je rekla pač tako, daj te spoznam z Matejo Benedetti, zato da boš vedno nosila tistih cujn, ki jih kupiš v Emporiumu za preveč denarja. In tako so se midve dobile in dejansko imam v omari kar nekaj Matejnih kreacij. Ampak što se bil temu, da jaz sem dvignila telefon, se rekla, Mateja, kje si? Pa ona reče tako meni, nedelja je bila, to točno vem. In ona reče tako, doma v Ljubljani. In jaz tako, ok, jaz sem v Kobaridu, a boš čez 2 uri še zmeri doma? In ona reče tako, ja, Ljubljana, Kobarid sta 2 uri vožnje, pač da ne bomo tle. Ker sem se dejansko usedla v avto in sem šla do Mateje in se rekla, Mateja, mi moramo spremeniti način razmišljanja, kaj sporočamo skozi uniformo ljudem. In tako je nastala ta linija, o kateri bo pol Mateja kaj več povedala glede materialov in tako, zato ker je res fascinantna. Ampak pač osebje hiše Franko, front of the house, je oblečeno v popolnoma trajnostne materiale z trajnostnimi potiski in ti potiski predstavljajo to, kar je narava okoli nas. Se pravi, tam so kačji pastiri in praproti, noro. In vsak segment hiše, se pravi, ali si ti sommelier, ali si ti food runner, ali si ti, zdaj vem, da govorim za vas v besedah, ki jih ne poznate, chef de rang, ali si ti maître d', ima pač drugačno uniformo. In pol se je pa zgodilo, trajalo je ful malo časa, jaz sem prišla k Mateji, Mateja je že delala, je bila tako, lej, to, greva. Mi smo v 2 mesecih oblekli celo osebje. In ok, pol pa se je zgodil drug del zgodbe, zato ker to je bilo tako fascinantno, ker ti v restauracijah ne doživiš, mislim, da ni restauracije na svetu, ker doživiš tak catwalk of fashion, natural fashion v restauraciji. In pa so bili tako glavno Američani, ki so bili tako, can I buy this one? Can I have this one? In pol sva z Matejo šle naprej in sva oblikovali dežnike iz recikliranih plastenk, se reče. Plastenk. Ampak so tako, ampak je dizajn, je
enak, ki se ponavlja skozi zgodbo do zgodbo. Pa smo naredili dežne plašče iz ekološkega bombaža, ki te res ne zmočijo. In tako naprej. Tako da, mislim, jaz sem poklicala dejansko direktorja, včasih direktorja Valentina in se neka, ok, a pogledaš ti to, kaj mi delamo? In on je rekel tako, to je fantastično. Je rekel, rabiš pač menedžerja. Sami smo pač premajhni, jaz nimam časa. Jaz bi z veseljem, če kdo hoče pomagati tukaj, gremo v to, ampak jaz pač meni zmanjkuje časa, zato ker imam 4 restauracije odprte, pa drinkse in enostavno sem boga, kar se časovno tiče. Drugače pa je ta ekološka moda meni nekaj, kar je najbolj fantastičnega na svetu. Moja mama, stara 80 let, nosi samo Matejine majice. Pa je tako totalen estet, res najlepša oblečena ženska, ki jih poznam. Mateja, da si dobila to komplimentov? Ne, se umikam, da mi bo dvigal na cene, tako da. Ne bom dala popust. Pri tebi je pomembno tudi ta osebnost in vrednote, praviš, ne? Ja. In zdaj se mi zdi, narava te seveda inspirira, ampak le se mi zdi, zdaj pri Ani težko rečemo, da te osebnost ne inspirira, ne, Nina? Skratka, kaj si pa ti čutila, naprimer, si ti rabila brief, ki bi bil tudi tehničen, a si ti rekla, lej, deva probati tako, ali si ti že od zadaj si pa že te tehnične stvari, ker to je vse uniforma, to ni nekaj, kar gre napisati, to je nekaj, kar mora delati, ne? Kar dela veliko, ne? Rabila je točno 2 ure moje vožnje iz Kobrija do Ljubljane, da je imela že vse zrisano. Ne, naj povem, Ana me je sprostila. Jaz sem bila do takrat zelo zafrustrirana glede uniform, ker sem imela pred njo naročnike, ker smo se ukvarjali s postavitvijo logotipa, ne vem koliko časa, po moje 2 meseca in sem pač rekla, nočem več tega delati. In potem je Ana uletela v moje življenje in to je bilo res tako hitro, da sem rekla, to je možno. Ne? V bistvu mislim, da je velika stvar kemija z naročnikom in ko dobiš občutek, da ti naročnik zaupa, si ti enostavno odprt in pač energija laufa. Jaz sem pač prišla tudi v hišo Franko in sem vse interjer raziskovala, barve, pantone, okolico, zato je ta inspiracija iz okolice. Želela sem ustvariti nekaj, kar ni običaj za restauracije, ne. Tako da v bistvu na tak način so se nekako lotila. Kaj to pomeni, da si hotela nekaj, kar ni v restauraciji? Kaj je bilo tisto? Tako kot je povedala, ne, v bistvu vajen si bela srajca, črn predpasnik, črne hlače ali pa kvečemo modra ali kakšna siva, tako zelo, bom rekla, nebarvito, nisem hotela biti prijazna. Quiet luxury. Dolgočasno. In glede na njen rang, na okolje, v katerem je, na način, kako ustvarja, nisem videla drugače, kot da mora biti točno tako. Ne, se pravi, veliko detajlov, narava v oblačilih, trajnostni materiali, zato da podpre tudi njeno zgodbo in obratno. Kaj pa kroji, recimo? Si tudi eksperimentirala ali si rekla, kle bom zvesta, ker to so delovna oblačila? Ne, vedno, ko se gre za uniforme, se gre za sodelovanje. Na koncu so natakarji v teh uniformah in morajo se počutiti udobno, ne sme biti itak prevroče, morajo imeti... To so te. Aha, evo. Evo jih. Se pravi, udobje, ne, recimo jaz sem vse fronte delala z tkanine, medtem ko rokavi pa hrbti so dejansko jersey, ne, se pravi, da sem veliko udobje dala v roke in v hrbte. Potiski tudi, ne se vidite, ne, v bistvu vsi motivi so dejansko iz cvetlic iz okolja. Ja. Ampak je pa vseeno to grobo in naporno okolje, skratka, da zdrži to pranje, predstavljam se, da to kar... Ne, saj bombaž, tudi če ekološki, je lahko še bolj trpežen kot navaden. Večinoma so, seveda zdaj večina tekstila je mešanica s poliestrom ali pa sintetičnimi, zato da se pač ne potrebuje to klikati, ne. Seveda so naravni materiali tudi bolj mečkljivi, ampak so pa zelo prijetni na kožo, ne. Tako da pranje tle je samo problem, ko se gre za digitalni tisk, ne,
je ta, jaz ne vem, Ana, ti boš povedala, koliko sploh zdrži ta tisk, glede na to, da oni konstantno perejo. Ne? Ja. Meni fascinira. Kdaj je bil COVID? 21, 22? Kdo bi se spomnil? Ne? Ja. COVID, kako se imamo ta beseda? COVID, enkrat je bilo. Ja. No, če pomislite, recimo mi, ko vsakodnevno nosimo oblačila, ne nosimo vsak dan isti kos, ne? Se pravi, se to noro veliko pere, pa se je obdržalo čez čas, ne? Ja, ker verjetno ta črno-bela logika je, ok, pač ne vemo, kako bi fancy izgledali, pa damo v črno-belo. Industrija Ampak je radi tudi so, to, ja, ne. ta industrija tudi te stvari res delajo, ne, da Ja, se mislim- verjetno ustrašijo takih printov, da kako bo to zdržalo ta Ne, pa tle težko se gre življenje. ena velika razlika cenovno, ko govorim, zakaj je to tudi tako drago, zato ker tle je res custom, je malo kosov, ne, ko govorimo o teh črno-belih uniformah, to je po 10.000 kosov istih, ne, je čist drug način razmišljanja o produkciji in ceni, ne. Tako da je tle Ana bila zelo pogumna tudi investicijsko, da je pač tudi zaupala, pa da v bistvu ja, zaupanje, tle je veliko zaupanje, ker to je dokaj radikalno. Tudi če so po krojih dokaj enostavni kroji, ne? V tem vizualni govorici je pa dokaj radikalno. Za to področje, za modo ne, ampak za to področje pa ja. Pa je tudi področje konzervativno, bi rekla, glede teh stvari. Zakaj, kako smo kle? Ok, izjemno konzervativno. Zato, ker ti greš v Michelinove restauracije, imaš črno-belo uniformo in saj je, tako mora biti. Pač te male drznosti, ki si jih vsake toliko časa privoščim, so vedno provokacije. V smislu, bi želela, da se ta črno-bel svet spremeni v nekaj lepšega, boljšega, v neko sodelovanje, tudi dati platformo ne samo Mateji, meni, njima. Pač malo provociraš, pa vedno malo riskiraš, zato ker nikoli ne veš, če ne bo prišel, zdaj bom dala pod narekovajem Michelinu inšpektor in ti bo rekel tako, ok, jaz sem v cirkusu, ne, nisi v hiši Franko in that's a catwalk of the nature. Moraš znati razložiti, moraš znati komunicirati stvari, to je izjemno pomembno. Meni nikoli ni žal za moje odločitve, zato ker moj mož mi vedno reče, sem malo prehitra vedno, zato sem v 2 urah prišla do Mateje, ampak meni ni žal za nobeno odločitev, ki sem jo sprejela v življenju, zato ker mislim, so bile večinome spontane in zelo dobre zaradi tega. In tle je tudi zgodba skozi trajnost, kako spoštujemo to, ker dan danes tudi moda obremenjuje okolje. Mislim, mi gremo vsi v H&M ali gremo v Zaro, kupimo par cujn, damo drobiž za njih in pojutrišnjem pozabimo, da jih imamo. Pa stvari moraš spoštovati in jih imeti rad. In jaz mislim, da če 6 let, res 6 let, kar z Matejo delamo, pa vmes smo imeli krize, zato ker je prišlo do kriz, pa včasih se enih stvari ne moreš privoščiti, pa potem šivilje so nehali delati, pa je bilo treba razmišljati, kam bomo sploh dali šivati stvari, pa tako naprej. To ni enostaven projekt, kot še enkrat vstopiti v eno vele trgovino in reči, rabim 10 kosov L, 10 kosov M, veš, da bojo enaki, brigate. Ne, je projekt, na katerem moraš delati pa razmišljati. Tako finančno, kot tudi kosovno, kar pomeni rabim tok pa tok. Bolj kar naenkrat prije somelje, ki ima 130 kg in ti nimaš jakne za njega in si tako, Jezus, kdo je bil najbolj debel v timu, komu lahko damo to jakno. Pa viš, da je ne more zapeti, pol je tako Mateja, rabimo eno večjo jakno. Mislim, vse te stvari, to je organski razvoj, po moje, sodelovanja. Ja. Prej ste omenili, da če pride Michelin pa reče, zdaj, a je to cirkus ali kaj je, skratka, ampak a oni zahtevajo že tudi te druge stvari danes, da prideš ti do 3 zvezdic, a oni že gledajo, kako so oblečeni, kakšne krožnike imam, kakšen pribor, kako je, kakšno vzdušje, vse. Čisto vse, tako da storytelling je tle od zadaj izjemno pomemben. Mi pač Hiša Franko je ena od
redkih restauracij na svetu, ki ima 3 rdeče pa 1 zeleno zvezdico zraven, zvezdica za trajnost, kjer zaradi uniform jaz tudi in tudi, ker imamo takšne uniforme, stojim za tem, ampak če ti ne znaš tega skomunicirati, imaš lahko težavo, ker ponavadi vsi razmišljamo, ko gremo v 3 Michelinke, gremo oblečeni čim bolj slavnostno in tam pričakujemo črno, belo, črno in ne mi reči, da ni res, ker je res. In Bog ne daj, da mi pade vilica po tleh. Mi smo razbili ta način razmišljanja v zadnjih letih kar precej močno. In mislim, da je prav, da smo ljudje drugačni in da znamo predvsem dati tudi suport en drugemu. Kaj pa je bilo potem z vama dvema Studio Foch? Kako je prišlo do tega sodelovanja? A jo je spet Ana poklicala? Skratka, kako dobivata take klijente in vas pokličejo? A je Ana bila tista, ki je prišla do vaju? Ja, Ana naju je poklicala in v bistvu ponudila to možnost, to idejo in od tega, a bi bili za, dala popolno kreativno svobodo. Tako da sva lahko sama oziroma smo lahko sami razvili nek idejni koncept, kaj bi radi predstavili in kako bi radi predstavili. In v bistvu tudi tle je bilo zaupanje predvsem z njene strani, ker pač mi nismo bili še takrat, mislim tudi zdaj ne vem, če smo že prav uveljavljeni. Tako da nam je v bistvu zelo zaupala in nam na nek način odprla marsikatera vrata za naprej. Ker v bistvu to je prednost delovanja v niši, da kad ti enkrat narediš in narediš dobro, zaokrož. In potem v bistvu, ja, večinoma naročnikov zdaj pride samih do naju. Če nam je kakšno zelo všeč, ga tudi midva kontaktirava. Se pa tudi zgodi, da kakšnega zavrneva, če vidva, da ni te kemije, da ni pač istih vrednot, ker sva od tega pobegana, nočva se tja vračati in je v bistvu ta sinergija in ta kreativnost in to, da ti nekdo zaupa, da boš svoj del naredil profesionalno, ful pomembna, če delaš stvari, ki so na koncu luksuzne zaradi inputa in ki jih delaš po naročilu, torej tudi midva ne morava optimizirati proizvodnje, ker bova naredila 500 krožnikov, ampak jih bova naredila 50, mogoče. In v bistvu delaš na dodani vrednosti, a ne na maržah. Vseeno pa moraš znati potem narediti, ko smo se prej pogovarjali, 100 istih krožnikov, ne, približno, da so iz istega, kar je tudi svojvrstna obrt, ne, da ne narediš samo unikatnih kosov mogoče. Kako pa, mene zanima, ker prihajate iz tega ozadja grafičnega, ta Discovery Session, jaz sem kar zapredla, ko sem to videla. Skratka, kako izgleda ta pogovor in zakaj pri tem vztrajate? Meni se zdi, da še vseeno rešujemo večino časa neke izzive, ne bojo potem te rešitve še tako kreativne, so te pač moramo priti do tega, kaj je, kdo sem, kaj mi je pomemben in kako izgleda ta Discovery Session, zakaj ste ga uvedla? Uvedla sva ga zaradi tega, da v bistvu spoznava stranko, naročnika, da spoznava njegovo zgodbo, da vidva, kje so problemi, čeprav, ko delaš v niši, so tudi problemi podobni, rešitve pa ne nujno. Pač ker en krožnik za bistro v Berlinu, ki ima 50 sedišč ali pa fine dining restauracijo s 16 sedišči, je popolnoma različen. Pač izraba in obraba in raba tega krožnika je drugačna. In v bistvu midva želiva, da naročniki, ki pridejo k nama, v bistvu štekajo, da je to investicija in ne potrošni material. Ker v bistvu gradimo odnos in gradimo zaupanje in želiva v bistvu od njih izvedeti, kaj, zakaj, kako, na kak način, kaj je ponavadi problem, zakaj mislijo, da je ta problem. In potem v bistvu, če se ujamemo, a ne, in vidva, da jim pač lahko nekaj ponudva, gremo v naslednji korak, to je to, da jim v bistvu narediva neki idejni koncept in sample.
problem, ki ga ima večina šefov, ki ga je tudi že Ana izpostavila, je ta, da jim kronično primanjkuje časa in je zato tudi ful pomembna komunikacija, še toliko bolj, in to je tudi en korak, da vidva, na kak način bova najlažje komunicirala s tem naročnikom. In v bistvu vsi ti ljudje so zelo kreativni, ampak zelo taktilni, tako da v bistvu zelo tudi pomaga, da primejo v roko, preden dobijo in da vejo, in ti v bistvu so pa pomirjeni, ok, ne bom zdaj na slepo naročil, ne vem, 50 krožnikov, ampak točno vem, kaj bom dobil, da jih pa mi pol teh 50 istih naredimo, je pa veliko ur in ur sedenja, vrtenja, tudi jokana kdaj, pač tudi napak, ja, tle lahko Luka mogoče. Luka, mogoče ti poveš konkretno, ko gledamo tukaj posnetke, kakšne izzive ste reševali pri Hiši Franko, ali pa recimo, kaj te je inspiriralo, kakšen je bil pol tkle brief, kaj smo hoteli doseči? Ja, okolje pač je bilo prvo, takoj smo vedeli, da bomo pač izhajali iz okolja, nas je voda v bistvu, Nadiža, Soča, te okoliške vode, in hoteli smo, da je kolekcija, tudi takrat je že bila ta potiski in to prti, vedeli smo, da mora pač biti z roko v roki s tem. Tako da mi smo izdelali pač serijo izdelkov za dom, ker je bila voda, glavna tema je bil takoj vrč in kozarci za vodo. In s krožniki smo hoteli v bistvu, da so vseeno, da niso navadni krožniki, da imajo neko, čeprav delujejo zelo subtilno, skoraj transparentno, tako kot voda, smo želeli, da vseeno imajo neko to krivuljo, ki nam dopušča mogoče malo več eksperimentiranja s hrano. A ne, ker pač, če mi omako damo na raven krožnik, se nam bo razlila, če pa je neka krivulja, da jo ulovi, pač to dosti lepše zgleda. In pač to smo hoteli, da so neki taki majhni detajli zapakirani v tako na videz zelo preprosto serijo. Kje ste se pa naučili tega, kakšne pravila so, kakšen krožnik mora biti, kako mora biti težek, kako mora, ko ga daš na mizo, skratka, se to pogovarjaš že s šefom, a je to ta, kako ga začutiš? Pač to so po mojem čist neki fejli, ki jih damo čez in iz tega se pač naučimo največ, no, tako bi jaz rekel, pač s nekim testiranjem, z vajo, s treningom in ja, z nekimi realnimi naročili smo pol pač začeli komunicirati te stvari na glas, ne. Sej tudi, ko smo zase delali krožnike, smo že videli, da če ne grejo lepo v pomivalni stroj, ni jih najbolj praktično. A ne, ali pa da se nam ne zložijo na polico, tako da bi nam zavzeli čim manj prostora. Tako da jaz bi rekel, ja, čez prakso. Skratka, znotraj tega moraš biti tudi blazno praktičen. Skratka, moraš dati ta najvišji nivo, ročno delo in hkrati biti izjemno praktičen. Tako, ja. In to pač vse nam, jaz bi rekel, od naročnikov dobivamo te znanje in izkušnje. Ana, kako se pa potem vi zdaj pridejo s to idejo k vam, vi vidite in kaj so tukaj, a ste vi že imeli vizijo, kakšen hoče, da ta krožnik izgleda, ali imate zakonitosti, kaj hočete od enega krožnika? Ok, pač odvisno, zakaj krožnik rabiš. Mi smo, oziroma zakaj rabiš obleko, na primer. To so vse pač osnovne definicije, ki jih moraš prej vedeti, preden se odločaš o eni stvari. Jaz vem, da sta pripravila linijo in jaz sem rekla samo tako yes, 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 yes and yes. Zato ker, ne vem, če se nismo pogovarjali dodatno o tisti posodici za omako, ja, ampak v glavnem pač v bistvu jaz zelo, veliko mi je do tega, da nisem jaz tista, ki dizajnerju sporočam, kaj ne naredi, želim samo, da me razume in da je tle neka sporočilnost. In tako je tako z Mateo kot z njima je čisto enaka zgodba. Pač nikoli ne bi dala ne v trgovinico, ne, vidva delata z staro školo tudi, ne.
mislim, da so vam naročili kar veliko količino krožnikov. Jaz sem ful spodbujala to in se nekaj tako, ker potem gre tako naprej, ker vidiš, da so stvari lepe, dobre, lepo narejene, imajo sporočilnost. Mislim, da sta z Janom kar nekaj časa sedela. A drži? Ja, drži. Stara škola je namreč projekt, ki ga jaz v ozadju malo konzultiram oziroma suportiram, ampak v bistvu to so vse te navezave, ki potem vidiš, da je nekaj dobro, da je nekaj lepo, da je nekaj avtentično, da je nekaj lokalno in potem pomagaš to idejo pošiljati naprej. Na koncu koncev Slovenija je tako majhen prostor, če en drugemu ne bomo pomagali, bomo itak izzveneli. Ker pop kultura, naprimer televizijske nadaljevanke, karkoli, nam vedno kaže šefa, ponavadi je moški, tak je perfekcionist, control freak, ne spusti, vsak detajl mora imeti čez sebe, mora imeti on pod kontrolo, v tem se marsikdo po moje tukaj pa tudi tam prepozna. Skratka, kakšno, to zagotovo je v vas, ne, ampak kakšno okolje moraš potem ustvariti, niti čez to, da se odpreš, kako to zaupanje do drugih ljudi vzpostaviti? Mislim, da to iskreno pride s časom, zato ker mislim, jaz v kuhinji seveda ne spustim in ne vem, sem tudi skriti gost v hiši Franko recimo in tudi v Jazu, danes sem testirala kosilo, ampak in potem rečem, ne vem, dodaj malo habanera oziroma ne vem, odzemi kislino, dodaj sladkobo ali karkoli, ampak ko delaš ti z dizajnom, potem je, mislim, lahko rečeš, ni mi všeč, pa ne bomo delali skupaj, ali pa rečeš, mi je res všeč in bomo družina. To so tako subtilne meje, zato ker jaz Matejo moram spoštovati kot vrhunskega oblikovalca. Jaz se ne morem vtikati v njeno izbiro materialov, kot ne želim, da se ona vtika v to, zakaj imam jaz postavil iz kobaride, ne iz trebuše, recimo. Tako da to zaupanje na neki točki mora biti osnova za to, da lahko dobro delaš skupaj. Kaj pa zdaj, ko pogledate, pa vidite, uniforme imamo te krožnike in vse. Kaj se je spremenilo v hiši, ko so prišle ti novi predmeti? A se ljudje, mislim, a je hrana drugače izgleda, a je občutek v roki drug, a je vzdušje zaradi tega, ker so te uniforme, ker imate ta fashion walk. Kaj vi čutite, da se spremeni, ko narediš eno tako stvar? Vse. Zato, ker včasih rečejo, da za prostore je najbolj pomembna glasba, se pravi voice in light, se pravi glasba in svetloba. Ni res. Če imaš tega zateglega natakarja v črno-beli uniformi, tebi, ki ti pade vilca na tla, misliš, da se ti bo zmešalo, zato ker misliš, da bo šel mogoče pomivati posodo. V bistvu sporočilnost je čisto v vsakem predmetu, ki ga uporabljaš v prostoru. In ni veliko restauracij na svetu, ki tako razmišlja, ampak jaz strogo verjamem v to. Pač, poleg tega, če ne bi kuhala, bi raje delala v dizajnu, sorry za vse vas. Ampak, ali pa pisala knjige. Ampak zato, ker to so detajli, ki spremenijo prostor, ki ti prideš v hišo Franko, ki zagledaš nekoga, ki greš v trgovinco, vidiš njune krožnike, ali pa zagledaš front of the house, ki obliče njeno uniformo, vidiš razliko, ker je razlika. In ta razlika dela velike prostore. In vem, da tako ful klišejsko se sliši, zato ker se res nočem samo prodajati, ampak ker se meni ne bo več dalo ustvarjati, bom po moje nehala delati. To ne bo se zgodilo nikoli verjetno. Ampak meni je lepo delati z ljudmi, ki imajo strast do tega, da oblikujejo drugačne stvari. In razlika je v drugačnosti, dej življenje prostoru. Zato ima hiša Franko rdeče barve, zato ima
Davida in Julija, ki je tle nekje okrog, ki ustvarjata drinke, zato imamo drugačne uniforme, zato imamo trgovinico, kjer prodajamo posebne predmete, zato imamo keramiko / porcelan, ki je oblikovan samo za nas, samo zato, ker je to celostna podoba. In nikoli več ne gremo v črno-belo, tudi danes sem pisano oblečena, tako da. Ampak vseeno, mora se pa dobro vedeti, kaj je Hiša Franko, ker si predstavljam, da je pa ta, lahko je pa hiter zdrs, naprimer, ne. Vi imate to ful jasno vizijo. Kako to jasno Kaj je vizijo zdrs, zares? prevesti na druge? Kaj je zdrs? Zdrs, recimo... A ni prav, da ti slediš samo sebi v življenju in mislim, jaz razumem, da lahko sfaliraš in če sfaliraš, pa rečeš jebat ga, ni šlo okej. Ampak dejansko ti moraš interpretirati in biti ti. Sploh v tako pomembnem segmentu, kot je dizajn, pa tle bom vse nas zajela, zato ker to si ti. Zato ker ti interpretiraš samega sebe, nisi copy-paste nekoga drugega, ker želiš biti ti, si zato drugačen. In jaz, ko sem dobila tiste 2 zvezdice v paketu, Michelinove plus zeleno, leta 2020, me je poklical Michelinov direktor in je rekel tako, čestitam, res tako, sem vesel, da pač takrat, to je bila res redkost, da ti dobiš takoj 2 zvezdici, pa še zeleno zraven, je tako, moraš biti ponosen na to. In pol sem jaz njemu rekla tako, veste kaj, v bistvu zabavno je, da me je moj tim vprašal, par dni preden je Michelin prišel v Slovenijo, kaj mislim, da se bo zgodilo. In sem rekla, ali ne bomo dobili zvezdice, ali pa bomo dobili 2. In pol me tako gleda in reče tako, ok, šef, what the hell. In se tako ne, ker mi nismo restauracija za 1 zvezdico. Se pravi, ali nas ne bojo razumeli, ker 3 zvezdice ne dajo nikoli, če šef ni imel prej, 3 zvezdic jih ne dajo nikoli takoj. Se ka, ali nas ne bojo razumeli in nam ne bojo dali nobene, tam je pes, ki leži tam, pa tam je mačka, pa pisane uniforme, pa drugačna keramika, ali pa nam bojo dali 2. In tako, to je bilo tako najbolj bizaren pogovor, ki sem ga imela s timom. In sem rekla tako, ne morem predvideti. No, in ker sem govorila z direktorjem Michelina, ki je rekel tako, compliments, we are really happy and we are so proud to have you on board. In sem jaz rekla tako, ok, sem rekla, vam povem, kaj se je zgodilo z mojim timom 2 dni nazaj, ne, so rekli tako, ali nič, ali 2. In je rekel, zakaj ste dobili 2 takoj in to je res tako, mislim, da smo bili 2. ali 3. primer na svetu. Je rekel, zato ker ste tako vi. In potem smo 2 leti pa pol dobili 3. Ker to so tako rekordni časi. Jaz vem, da v Sloveniji delujemo, Hiša Franko deluje marketinški konstrukt, ampak mi res tako trdo delamo na tem, kar verjamemo, v naše vrednote, v to, kar kuhamo, v to, kar smo oblečeni, v to, kar serviramo in tako naprej. Težko razumeti, ker je velika matematika v ozadju. Ampak ja, njegove besede so bile samo zato, ker dejansko ste to, kar hočete biti. In zato so te stvari po moje popolnoma upravičene. Mislim, tako. Ampak ta samozavest se nabilda, ne? Zdaj si predstavljam tudi, da vidva, ko sta dobila prvo naročilo, se malo strašiš, verjetno šefa. Že sam šef, kot je Ana osebnost, je verjetno vsak šef je zelo kreativen, jasen, luciden človek, ki se ga lahko strašiš, a sem jaz dovolj, ali bom jaz dovolj. Absolutno. Absolutno se ustrašiš, ampak istočasno so pa to zelo praktični ljudje. A ne? Vse funkcionira, ful so hands-on, tudi oni delajo napake in jih ful razumejo. In jih ful spoštujejo na nek način in je vse samo stvar komunikacije. Ker če ti znaš skomunicirati
zakaj je do nečesa prišlo, pa lahko tudi skupaj, sej, to je point sodelovanja in zaupanja, pa lahko skupaj tudi rešitve iščeš, pa lahko tudi mi povemo, ne vem, Ana ima ta problem, ok, mi ga bomo rešili, ampak zdaj imamo pa mi ta problem, ker rešujemo tvoj problem, pa lahko ona, a ne, mogoče nas podpre. Se mi zdi, da je tu ful, pač res je neka kemija, ki se mora zgoditi in predvsem je to, da so to res ful praktični ljudje, ki že toliko časa delajo, ker pač, da prideš na ta nivo, moraš imeti ogromno izkušenj in mi dva sva, ja, valjda pač mi dva sva si tako želela, ok, zdaj bova delala samo krožnike in tako enkrat bova prišla do Ane Roš in potem nas Ana Roš čez, ne vem, 2 meseca pokliče, valjda nismo vedeli, kaj, a bi odgovorili ali ne, ali kaj bomo. In ja, v bistvu je ful potrditev in z vsakim takim naročnikom, ki ga imaš, je v bistvu vsakič znova si potrdiš, pol si tudi ti sam sebi bolj zaupaš, posledično tudi oni tebi bolj zaupajo in je ful fajn, ker večino strank dobiva prek priporočila, kar pomeni, da smo že tako že v samem štartu v nekem safe zonu, ker če te nekdo priporoči, si pač safe. Zaupajo ti in v bistvu je zdaj najina edina naloga tu vzdrževati. Ne toliko več dokazovati, ampak vzdrževati in v bistvu sami sebi dokazovati, da smo lahko vsakič še boljši in da se itak pri vsakem projektu naučimo še dodatne stvari. Ali tehnično, ali organizacijsko, ali v komunikaciji, kakorkoli. Luka, kako naprimer mi vsi, ki smo kreativci, ne, pol si ljudje predstavljajo, da mi čakamo na vdih, ne, sedimo in čakamo na vdih, ampak ni, ne, to so mehanizmi, ki jih mi pri sebi vsakič znova, ne, se smo mi tudi imamo tak, in gremo po teh korakih nekako. Kako to avtorstvo svoje, ta ego čist in ego šefa, kako skratka sodelovati s tako močnimi osebnostmi v tem kreativnem polju, ti kot nekdo, ki dejansko to dela z rokami? Mislim, mene mi to načeloma ustreza, da dobim neko omejitev, da se znotraj nekega, pač ja, neke omejitve, da tam pač raziskujem. Je pa opažam pri sebi, da dostikrat že med samim procesom aktualnega projekta že razmišljam o tem, kaj vse bi še lahko od tu razvil in je dostikrat tako že na lagerju nekih pač idej, ker delamo krožnike, krožnik mora pač funkcija je na prvem mestu, a ne, in vse ostalo pride potem. Kaj pa je vse ostalo? Zdaj mi si predstavljamo krožnik. Daj mi razloži, kakšen je krožnik, ki gre na mizo v fine diningu, pa na mizo v doma, ki jemo pašto družina? Velikost bi rekel, da je razlika, koliko drži krožnik. Fine dining ima manjše, elegantnejše. Tako, ja. Ampak predstavljam si, mogoče po strukturi pa niso tako elegantni, kot oni, ki jih imamo od Ikeje doma, ki vse leti dol takoj. Skratka, ja, mora imeti oblika, pa, naprimer, teksturo. Ja. Kaj vse je tisto, kar ti, ko vidiš izdelek, veš, da je to za ta nivo vrhunskosti? Mislim, jaz predvsem nikoli krožnika kot samega ne gledam, ampak gledam pač v kombinaciji s tem, kar je postreženo v njem. Se pravi, ne vem, ne sme zasenčiti tega, kar je na krožniku. Ko rečeš, nista šla v veliko restauracij jesti, recimo tam, za katere krožnike se delala, kaj potem dobita? Meni, dobita fotke, kako veš, kakšen je to, kakšna restauracija je to, kaj ti vse govori? Kaj ti v bistvu, ja, mislim, povejo lahko čist neke lokalne sestavine, potem v bistvu lahko tudi o meniju, kaj razmišljajo, kje je navdih, ta storytelling, ki je pri njih odzadaj, a ne. Potem v bistvu čist tehnično, a bo noter tekočina ali bo majhna stvar, a se bo tam nekaj ful rezalo ali se ne bo, a je lahko pol glazura čist mat, koliko bo ta krožnik izrabljen in obrabljen, a ne, koliko se ga pogosto, pač ful je odvisno, mislim, krožnik, ki ga imamo mi doma, bo vse preživel, pa če ne bo preživel, bomo šli v Ikeo, pa bomo kupili nov set. Okay. Tlele je pa fora, da v bistvu mi dva delava neke krožnike, ki niso poceni
istočasno se pa obrabijo, logično, pač zmer so na nek način potrošni material v smislu obrabe, ampak je ful pomembno, da v bistvu razmišljava o tem, kakva je miza, a je okrogla, a je kvadratna, koliko je placa, a so zraven rože, koliko je kozarcev, kje je pribor, glazure, mat, šajni, tu, ne, a se bo rezalo, pač pa je lahko obraba ful večja, kakvi so zaključki, detajli, a se bo lepo zlagalo, a se bo čipalo, ne vem, kako je slovenščina, odkrušilo. Pač to so vse ena razmišljanja, ki sva jih skozi sodelovanja s šefi fulkrat slišala in v bistvu to so nenehni pain pointi, ki jih imajo in en zelo velik problem, ki ga mi dva z njimi srečujeva, je tudi to, da v bistvu težko dobijo kreativnega partnerja v smislu, ok, zdaj bomo naročili krožnike in bomo dobili 50 enakih, saj noben krožnik ni čisto enak, če je ročno delan, ampak so iz iste družine vsaj. In je dostikrat tudi to izziv, ker pač morajo vsaj približno enaki izgledati in pač midva sva želela vse te njihove strahove v bistvu razviti skill set, da lahko predvsem v tem podpreva njih. Je pa zmer najino vodilo to, poleg vseh teh tehničnih zahtev, da nikoli nisva v prvem planu. Pač najin krožnik, nikoli, pač če nekdo reče, wow, hud krožnik, smo že sfalili. Pač naš job ni narejen. Mi dva najino delo dojameva kot to, da ga gost sploh ne opazi, ampak če bi bil pa kjerkoli drug, bi pa opazil. Torej, v bistvu, da je ta subtilni nagovor čez material in čez detajle, ki ne rabijo kričati, da so opaženi. No, se to mogoče, Ana Kleče, lahko vas še, mi, ki ustvarjamo ta svet za gosta, skratka, a je fajn, da on, kaj je vam ljubše, da on opazi, da ste razmislili o vsakem detajlu, ali on nič ne opazi, ampak je sam, sploh ne ve, ampak se mu to zgodi in se mu dogaja. To je zelo odvisno od radovednosti gosta. Jaz sem zelo vesela, kadar mi gost reče, tako je bilo zelo zanimivo, zato ker pol vem, da je videl detajle. Seveda pa bi rekla 70% gostov razmišlja drugače in to je, da mu je samo po sebi umevno vse skupaj. Ampak tistih 30%, ki ti reče tako, to je bilo pa res zanimivo, kar pomeni, razumel sem, zakaj izbori, zakaj, ne vem, je recimo zunanja jedilnica, ki je v bistvu, mi jo imenujemo vrt, ampak smo jo zasteklili, vrata lahko odpreš, ampak zaradi klimatskih razmer pač si ne moramo več tega privoščiti. Zakaj ima recimo rogove od mojega očeta na steni? Lahko to rečeš tako, ok, rogovi, okay. Pa še vegetarijanc sem zraven, ali pa rečeš pač tako, hej, tam so rogovi, zakaj so tam rogovi? Ker je to zunanja fasada, zato ker je okrog in okrog hiše Franko en živalski vrt, poln jelenjadi, srn in tako naprej. Zelo vprašanje, kako ljudje, s kakšno percepcijo ljudje vstopajo v prostore. Tako da tu jaz ne bi zanemarila nas in našega intelekta in s tem jaz povezujem radovednost, kako mi dojemamo prostore. Zakaj se v enem prostoru počutimo boljše in v enem slabše. Tle so take subtilne nijanse, da jih je ful težko dojemati. Zato sem jaz tudi, ko smo mi obnavljali hišo Franko, delala z arhitektom hand to hand. Ene stvari ni izbral sam. V bistvu za vsako stvarjo stojim sama. Ker sem rekla, vsaka soba mora imeti kamin, sem vse tako gledala, ker ti si zmešana. Sekaj ja, ampak ko začne novembra v Kobaridu deževati, veš kaj naredi hišo Franko lepo? Kamin. Ker vsi kamini gorijo v vsaki sobi in ljudje se stiskajo ob kaminu, imajo aperitiv, imajo pa še digestiv, ti tudi dvigneš prodajo s tem in to so tako, vse stvari morajo biti po moje vedno premišljene. Kaj pa ta gost? A je to nekaj, a je nek hiša Franko gost? Ali je ta gost Ana na svoj dan off?
Kdo je skratka ta, a ga moramo nagovarjati ali nagovarjamo nekaj, kar ne bi tako rekli ta persona? Pol bi rekli. Američani, oni so 25% naših gostov, rabijo zelo veliko storytellinga, pač rabijo, da se mi z njimi dejansko, a moj pes kje? Ne, spi. Rabijo ogromno pozornosti in storytellinga, se pravi, opazujejo, če jih ti ne opozoriš, ne vidijo, imaš pa ostalih 50%, ne govorim samo Američani, na splošno gostje. Sploh zdaj poleti prihaja, ker gremo vedno v travmo, zato ker poletni gostje v hiši se moraš res zelo truditi pa ukvarjati, zato da grejo stvari čez. Ker v drugih sezonah se gibajo v glavnem ljudje, ki imajo res radi hrano, v poletnem obdobju pa pač so to turisti. Ne? In denarja na svetu, ljudje moji, je ogromno. Pač iti v 3 zvezdice lahko pomeni, da si ti ali foodie ali pa imaš pač dovolj denarja, da si to na dnevni bazi lahko privoščiš. In tu je ful velika razlika med enim in drugim gostom. Ampak njihova percepcija je popolnoma drugačna. In nažalost tudi v 3 zvezdicah je to enako. Se pravi, tako vsake toliko časa vidim, ko grem v back office, ker rečemo mi pač v eno pisarnico odzadaj, in tako je kdo iz strežbe, ki je tako, jaz bom znoril. In jaz tako, ne znoret, je v redu, skuliri se, vse bo v redu. Ali pa imaš goste, ki ti joče, ki tako uživajo ob hrani in uživajo v full experience, se pravi od krožnika do uniforme, do hrane, do kozarca, do izbora vin, do pogledov na krn. In pol je tako noro, jaz drugače nisem veliko na socialnih omrežjih, v bistvu morajo drugi skrbeti za njih, zato ker me res ne briga dost, premalo. In sem šla gledati pač na Googlu kritike na Hišo Franko. In vidiš tako 5, 5, 5, 5, pol pa 1. Rečeš tako, okej, 1. Ja, ampak tudi pogled na krn ni dovolj v redu. In pa rečeš, okej, nekomu se je malo utrgalo. Mislim, ampak to je naš svet in zato pač ta povezovanja znanj in prenašanje zgodbe drugim ljudem je tako izredno pomembno. Mi vedno povemo, od kje prihajajo in krožniki in uniforme. Jaz sem velikokrat v jedilnici in ko sem v jedilnici, vedno reče tako, did you see the uniforms? In tako reče tako, ja, in pol povem zgodbo in je tako fascinacija. Ampak to je na koncu prihaja tudi iz našega prostora, ne? Zato ker mi vsi 4 smo Slovenci in ustvarjamo eno čudovito zgodbo vsi skupaj. Sama jo ne bi mogla, rabim partnerje za to, da lahko ustvarjamo. In moram reči, da če znaš povedati zgodbo, resno jo lahko ljudem percepcijo, cele izkušnje spremeniš. Mateja, ti tudi vidimo te na tvoje oblačila na rdečih preprogah, vse to. Kaj je pa tisto, kar tebi, na primer, storytelling govorimo, kaj je tebi storytelling, na primer, najbolj pomemben pri kolekciji, ko delaš za naročnika, ko je red carpet, a še skrbimo za to, ali takrat pozabimo in delamo na osebnosti, skratka, koliko je tega storytellinga pol še v modi, ne, ta storytelling se veže na kolekcijo ali na tvoj cel brand? V bistvu za red carpete je, bom rekla, zelo posebna stvar. Meni je bistvo pri red carpetih, da postavljam trajnostno modo na tako pomembno preprogo, zato da dobim, bom rekla, visibility, prepoznavnost. Ja, zato ker žal na rdečih preprogah, ne žal, pač tako je, tam so najlepši materiali, ki jih lahko
en dizajner dobi, jaz ponavadi vzamem kakšen odpadek elektronskega čipa, gremo v Bauhaus, kupim brusilke, recimo jaz imam nek tak čist drug pristop, ali pa ne vem, vzamem materiale, ki so dokaj revni, pa probam jih dvigant, ne. Tako da meni so red carpeti kreativni izziv, kako konkurirati vse te bogatosti v materialih, ki si jaz znotraj tega koncepta ne morem privoščiti. Ne. Kar se pa brenda tiče, je pa v bistvu moj story je osnova, kar je bil odvedno dati glas tistim, ki ne morejo govoriti, in to so živali. In zdaj, če gledamo iz ekološkega pogleda, razlagati o ekologiji je zelo težka tema. Nobenega to ne zanima, kako je nek ekološki bombaž, zakaj je ekološki, kje so bili pesticidi, kje so bili aditivi, koliko vode se, to večina ljudi ne zanima, ker je preveč tehnična stvar. Jaz sem pa želela dati v mojo blagovno znamko emocije. In zato sem začela, ker kaj, v bistvu vse je logično, ko živali ne bo, nas ne bo. Ne? In glede na to, da toliko živalskih vrst izumira zelo hitro, a ne, bi se mogel marsikdo zamisliti, saj če ne čez to čustveno noto skozi živali, do katerih smo bolj čuteči kot do nekih kemijskih formul, oziroma kako je nekaj nastalo. Ne, tako da to je to. Sem pa hotela, če lahko malo prešaltam na Ano, ko sem imela pri Ani en sestanek v Kobaridu, ne, sem rekla, a si lačna? Joj, da mi samo malo sirčka pa malo kruha, da nekaj dam v usta. Ne. In tako je rekla, ne, dede, boš nekaj malega pojedla za kosilo. Ma ne, nič komplicirati, samo malo sira, nekaj. Jaz sem se usedla. To je doživetje Alice in Wonderland, sem se počutila. To je, mislim, ne bom rekla ene posebne besede, ampak boljše kot tist, ki počneta dva, ampak tako. Če pa ostanemo zdaj, če začnemo ta del trajnostnosti, zakaj, da mi povej en material, ki te zdaj naprimer fascinira, ko vidiš, wow, kaj ima potencial, kaj bomo nosili? Jaz povem, zelo asocira spet na tisto, kar počneta dva. To je material iz alg, se mu reče Siacell, in to je v bistvu material, ki je trajnosten seveda, ampak vsebuje ogromno antioksidantov. Na koži je pa, jaz ne vem tipa opisati, mogoče se približa Anini kuhinji. Je najboljši otip, kar sem jih kadarkoli imela v življenju v roki, kar se tekstila tiče, in ko ga nosiš, je noro prijetno. In zdaj ta material ni še toliko niti na tržišču, ker je v bistvu dokaj, bom rekla, v majhnih količinah drag je, verjetno ga še ne toliko uporabljajo, ampak recimo to je en tak material. Uporabljam različne, od usnja z jabolk, ananasa, gobe, vse te sem sprobala, ampak recimo, če rečem, v bistvu kaj meni pomemben feel, ne, občutek, se pravi, kaj je tisti občutek na koži, da ko nekdo ne ve nič o oblačilu, obleče in se počuti dobro. Jaz temu pravim vibracija. Se pravi, jaz iščem tekstile, ki nosijo najvišjo vibracijo, zato da se človek v njih počuti dober. Pa ne rabi nič vedeti o ekologiji. Kako je pa vajna praksa, je sploh, ne, to je pa kaj, glina, roke, pečico daš, v peč in pol pridejo in je to. A se vam zdi, da je kle, ne vem, še prostor, da se lahko še bolj trajnostna, a vidite, naprimer nekje, kjer je to še vedno okoljsko, mogoče ne najboljša izbira, ali je to najviše, kar lahko gremo, ker pač tako smo od nekdaj že delamo in je... Mogoče v smislu trajnosti pa okoljskosti je predvsem to, da to jemlješ kot investicijo in da v bistvu si soudeležen in si sokreator in zaradi tega tukaj bolj, kako se reče, navezan na končni izdelek in ga bolj ceniš in bolj čuvaš. In pa tudi glede na to, da v bistvu gremo čez ta idejni, pač ta discovery session in pa tudi midva čez prototipiranje in celoten postopek, tudi optimizacije tega enega izdelka, da ne rabiš 3 različnih, ampak mogoče lahko dosežeš vse efekte z enim samim, ker jih že v
postopku, ko razvijaš pa razmišljaš o tem, ful širše gledaš, kakor enkaj, kaj je na računalnik izrisal, pa bo vrgel ven čez 3D printer. Tako da to se mi zdi, da v bistvu ja, če je ta custom made, da si ti prvič čustveno bolj upleten in drugič tehnično nagovarjaš večjo število nekih izzivov, ki jih lahko rešiš. Tako da meni se zdi to kar trajnostno. Mislim, ne vem pa zdaj, pač odvisno od definicije trajnosti, a ne, še zmeraj bi pa lahko jih ne imeli, če bi prav hotel biti trajnosten, a ne, mislim. Ampak koliko pa še je, naprimer, zdaj v tem segmentu, recimo najvišje kulinarike, a je sploh še trajnostnost tista beseda, ki jo hočemo, ali to zdaj že pričakujemo na takem nivoju, ok, zelena zvezdica je vse nekaj posebenega, skratka, ali bi vse moralo biti tako, da na eni stopni, ko smo cenovni, izkušnje, bi trajnostnost morala biti pač že default. To je vprašanje za mene. Ja, a je to še vedno neka taka redkost v tem, vsem takem segmentu, ki bi pa lahko bilo? Velika redkost. Zakaj? Zato, ker za besedo trajnost se skriva ogromno nekih blefov. Pač, ok, dam en primer. Ko smo mi delali Tušov projekt, ki smo pomagali kmetom med covidom in smo, ne vem, koliko od vas se spomni tega projekta, ampak mi smo dejansko šli po kmetijah, razvijali recepte in potem lansirali z lokalnimi sestavinami hrano na trg. Seveda jaz ne morem narediti za 10.000 porcij njokov v hiši Franko in smo iskali pač partnerje, torej industrijo, ki bi nam lahko, tehnologijo v industriji, ki bi nam lahko pomagali, da potem prodamo 10.000 litrov mleka na dan. Ok, in proces je šel tako, da pač Tuš je bil vpleten v projekt in mi smo hodili, vsak od nas je dobil eno domačo nalogo, en se ukvarjal s sladoledom in kako porabi 10.000 litrov mleka na dan, en se ukvarjal s skuto, en se ukvarjal z, ne vem, paradižnikom, ki je bil kategoriziran tretje kategorije, zato ker ni imel pravilne oblike ali karkoli. In zanimivost, vsi oni rjavi paketi, ki jih mi vidimo po trgovinah in ti piše eko, to ni nič eko. Večina industrije ne more uporabljati svežih zelišč, svežih sestavin. Da smo mi našli nekoga, ki je lahko z nami delal sladoled, smo rabili 1 leto. Zato, ker kogarkoli sem poklicala, so rekli tako, ja, ful dobro, bomo delali skupaj. In potem se nekaj tako, ok, imamo mleko, ki ga moramo uporabiti, imamo med in imamo žajbelj, recimo. Mislim, da je bil en od sladoledov je bil sveže planinsko mleko, žajbelj, pa in oni tako, ja, ampak mleko v prahu, pa med v ne vem kjeri kristalizirani obliki in sem jaz bila tako, ne, sveže mleko. In so bili tako, ne, mi tega ne delamo, mi se tega ne dotikamo. Zelišča, no touch. Tako da, tle blefa v našem svetu je toliko, da glava boli. In jaz bi samo rekla, da beseda trajnost je danes poistovetila z besedo dobrodelnost, ki je bila par let nazaj v modi, ker imamo vsi občutek, da če bomo rekli, da smo dobrodelni, pa da delamo dobrodelni dogodek, smo zato malček več, pa mogoče malo bolj spodobni, ampak na koncu za tisto dobrodelnost gre mogoče 0,001% dobička in to se dogaja zdaj s trajnostjo. Kaj je zares trajnost? Ne? Hiša Franko se trudi res biti trajnostna. Pač delamo lokalno, mikrolokalno. Recimo, tudi se bom spet obesala uniforme. Jaz mislim, da ni restauracije na svetu, ki ima trajnostne uniforme.
Ampak še vedno mi nismo 100% trajnostni, ker nekatere stvari pač imamo kompost, imamo vrt, ne vem, lupine od jajc odganjajo polže in ne vem kaj vse. Ampak še zmeri, a smo 100% trajnostni? Ne, manjka nam ziher 5 do 10%, da bi lahko bili. Imamo kontaminacije, ker se jih ne moramo izogniti, ker ni niti ta trenutek naša družba pripravljena na 100% trajnost. In tle, kdorkoli mi pove kaj drugačnega, bom rekla, ne me zafrkavati. Temu je pač tako. In problem je, da izrabljamo to besedo. In v restauracijah, mislim, jaz sem delala po najboljših restauracijah v Švici, kjer sploh ne sortirajo odpadkov. Kje govorimo mi tle o trajnosti? Kakšna trajnost? Mislim, izrabljena beseda. In zadnjič, ker imam stanovanje v Stari Ljubljani, sem prišla s smetmi dol in jaz tako, vrečka za papir, vrečka za ono tretje. Nisem popolna, sploh daleč od tega, da bi bila mis popolnosti. Včasih golfam. Ampak začnem tako basati noter in pol me tako smetar gleda, ki je glih prazno kontejnerje, pa mi reče, gospa, kaj delate? Pa jaz tako, sortiram odpadke. In on meni tako reče tako, itak gre vse v isti koš. Jaz ga tako pogledam, zdaj tako si zafrkavate, rekel, dajte kar meni, dajte vaše vrečke. Ni treba odpirati več kant z ono kartico. Tako da, baje, jaz tega, ker nisem znanstvenik in nisem iz tega posla, mogoče uspemo v Evropi sortirati 5% odpadkov in ne več. Restauracije, ločevanje odpadkov in biti trajnosten je izjemno veliko dela. Mislim, v velikih mestih je to zelo velik problem. Tako da pa Ljubljana ni veliko mesto. V Ljubljani bi to še šlo. Ampak v enem Londonu in Parizu je to veliko težje. Pol pa, če govorimo o tem, da meni na sred Pariza prihajajo iz domačih vrtov in foraging, se pravi nabiralništvo in se tako, kje ti nabiraš v Parizu? Ma kaj nabiraš ti v Parizu? Pojdi na tržnico pa kupi stvari. Mislim, zato ker je verjetno veliko bolj zdravo, kot to, da greš na sred Pariza, ki ima slab zrak, pobirati stvari. Tako da, tle se mi zdi, da človeštvo zahaja malo, ne bom rekel napačne vode, ampak dajmo razumeti, na kmetih resnično lahko dosegamo zelo visok nivo trajnosti, v mestih veliko manj. Včasih se spomnim, da je bil ta trend tega, kar ste omenili, radikalne lokalnosti, skratka, in foraginga in vse bo iz tega mikrookolja. Kaj pa je zdaj? Kaj je zdaj prihodnost, recimo temu zaradi lack of a better word, da rečem luksuza, ampak kaj je ta vrhunskost na vsakem od vaših področji, naprimer, če razmislite, ki jo lahko damo ljudje, kaj ne bo AI prevzel, ampak je tisto nekaj, kaj je skratka tisto, kaj je prihodnost tega luksuza? Zdaj, če se jaz samo na gastronomijo obrnem, bi rekla, da AI na srečo ne more kuhati. Mislim, lahko poišče recepte Jamie Oliverja recimo, ampak kuhati pač ne more. Tako da pri nas so roke še vedno izjemno pomembne. Jaz bi rekla, da prihodnost je zdrava pamet. Moj oče je star 80 let, zgleda, kot da bi bil star 40, ne hecam se, vsak dan naredi 400 višinskih metrov, dela tibetanske vaje in pol cel dan kosi travo tako po celem kolovratu in rečeš tako, včasih je bil zdravnik. In rečem tako, mogoče ima on zdravo pamet, zato ker pač enostavno in ne šteje beljakovin, ne količine zelenjave, ki jo da v sebe, ampak je to, kar mu paše in živi tako, kot je treba. Včasih rečem, kje so najlepše ženske na svetu? V bistvu za mene Italijanke. One ne štejejo kalorij, jejo veliko pašte, veliko pice,
pijejo vino ob hrani in so krasne in živijo dolgo življenje. Se pravi, zdrava pamet je po moje tu, seveda imamo vsi naše lastne metabolizme in kako prenašamo stvari, ampak mi pri Italijanih nimamo enkrat problema z alergijami. Pač alergije, no, ne suna. Tako da bi rekla sem to, da po moji prihodnosti je zdrava pamet, da se mi malo skuliramo, pa rečemo, lej, Ampak tudi v tem neizprosnem, visokem rangu se moramo skulirati. Kaj to pomeni za hišo Franko? Kje vi vidite zdaj ta... Jaz bi ful bila vesela, da se ljudje skulirajo. Zato, ker mi imamo vsak dan tako listo alergenov, da tako gledamo in rečeš sem tako, Jezus, ok, kako si ti lahko alergičen na kis? Alergija na kis obstaja. Po moje, in pol kličem iz mojega očeta, ker oni dejansko, on je bil diabetolog in pulmolog in je delal z alergijami. In reče tako, očka, obstaja alergija na kis? Pa on reče, jaz zato nisem še nikoli slišal. In jaz tako, ampak ta ista oseba ima tudi alergijo na, ne vem, zeleno žabo, recimo. Mislim, v glavnem, zelo težko je delati v tem svetu, zato ker smo mi vsi postali nemirni, ker imamo občutek, da to, da bomo komplicirali, nam olajša življenje. V bistvu pa, zakaj Italijani tako lepo živijo, jejo, karkoli hočete, pašto enkrat, dvakrat na dan. Jaz sem pol italijanske krvi, pa študirala sem v Italiji, tako da lahko povem, da tudi v naši družini jemo pašto enkrat, dvakrat na dan. In se ne nekaj pretirano uredimo. Ampak zakaj? Zato, ker oni enostavno uživajo v tem, kar počnejo. Pustijo stres stran, ko se usedeš za mizo, enostavno uživaš. In jaz mislim, da je to prihodnost tudi v gastronomiji. Jaz mislim, da opažam povpraševanj po alergijah. Kritično je bilo tako 5 let nazaj, ker je bila, jaz sem imela en dan, cel dan dela, da sem izključevala alergene iz ljudi, ki so pač bili na večerji, mislim, da smo imeli 102 gosta tisti dan in sem delala cel dan. Mislim, da je tega vsak dan manj. Tako da upam, da nas bo ta zdrava pamet peljala naprej. Pa ne rečem, imaš lahko alergije in ko so alergije, zato ker potem mi ne jemljajo več alergij resno. Hočem reči, če ti rečeš, imam, ne vem, sem alergičen na gluten, potem mi pa poješ 3 košare kruha in te se vprašam po zdravi pameti. Tako da, ne se je resnica, zato ker se nam to dogaja včasih. Ampak nekateri ljudje smo, ker tudi jaz sem alergik, smo alergični, pol nas ljudje več ne jemljajo resno. Tako da jaz mislim, da to zdravo pamet jej, tako kot ti telo zapoveduje, uživaj, pusti tvoje probleme izven jedilne mize in uživaj v tem, da si greš kupiti en lep kos obleke ali pa en lep krožnik in niti treba 33 krožnikov, kup enega ali pa 4, če si je družina za 4, kup en suknič, pa uživi v njemu dolgo, uživaj ga. To je po moje prihodnost, ki bi mogli. Moj mož mi zadnjič rekel tako, zakaj ti ne vržeš kakšne cunje stran? In vseka zato, ker jaz sem na vse stvari, ki jih imam, ful navezana. Ne morem metati stran. Imam zloženo, pol vsake toliko časa, greš 3 kile gor, pa ne moč več stvari gor dati, pa greš 3 kile dol, pa spet oblačiš stvari izpred 35 let, ampak a ni to lepo? It's a memory. Če lahko jaz en komičen vložek, edinkrat, ko sem jedla v hiši Franko, je bilo 13 let nazaj in bila sem še vegan. Se predstavljate to? Oh my God! Na eni poroki. Jaz zapuščam oder. Pa sem rekla ja. Ja, vse je bilo, ampak pol vem, da je prišel prav en članek o tem, da eni pa res too much. In zdaj, seveda, ko gledam nazaj, meni se je že takrat zdelo too much, zato nisem hodila v restauracije, sem nekaj jaz ne bom, ampak to je bila recimo poroka in sem šla. Ampak nasploh je bilo pa vzdušje zelo sproščeno, ker seveda, če si v teh krajih, sem se preden smo šli na to fancy poroko, morala iti skopati še v Nadižo in pol sem prišla nazaj in sem imela te lase in sem ena obleko gor in sem se počutila dobrodošla tudi kot vegan in takole.
Pa sem rekla, ja, tu se počutim. lepo. Okej. Evo, Dobro, zdaj pa veste. si jedla po mojem samo solato iz vrta. Ne, bilo je več hodov, bili so zelo dobri in vem, da je bilo toliko, da nisem mogla ene jedi pojesti in da me še danes žre, še danes sanjam, zakaj nisem mogla tiste ene pojesti. No, ampak to je bil samo tak intermezzo. Mateja, mogoče ti, kaj je luksus danes, kje ti vidiš luksus, ok, bomo šli vsi v te tvoje alge, ali kaj je luksus, kam gremo, no, kaj bo še v modi? To je zame kar težko vprašanje. Ne vem, zato ker je svet, kar se mode, zelo razklan na dva pola. Ne? Meni bi bilo idealno, da se gre v regenerativno modo, se pravi, da v bistvu jemljemo pa dajemo zemlji nazaj. Ne? Tako da je v bistvu še en korak dlje. Ampak, Kaj to pomeni v prosti praksi? v praksi pomeni, da v bistvu čistko tam, kjer raste tekstil, a ne, se pač spravi, se vzame surovino, se predela in ko se vrne na surovino, ko se odvrže v zemljo, dejansko ta tekstil hrani zemljo in se pač ponovno, v bistvu gre za dobesedno sklenjen krog, kjer jemljemo iz narave in vračamo naravi, da jo hranimo nazaj. Ne. Zdaj samo jemljemo, odvržemo. Tudi ko govorimo o krožnem gospodarstvu, ker je toliko teh sintetičnih, a ne pač ja, en krog je, ampak največji problem je reciklaža, zato je toliko greenwashinga, pač veliko govorimo o trajnosti, se strinjam z vsem, kar je Ana povedala o trajnosti na njenem področju, isto je na mojem. Ne, ne vidim bistvene boljšave, zakaj? Zato, ker podjetja, ki so bila zelo perspektivna, trajnostna v tekstilu, jih danes ni več. Ne. Tako da moja vizija luksuza je dejansko trajnostni luksus, kjer se človeštvo nauči, kako skrbeti ne samo zase, ampak tudi za naravo. In tle vidim cikel preživetja. Vse ostalo ne bomo preživeli. Zdaj pa, koliko hitro bomo to dojeli, ne vem, zato ker podjetja trenutno, kar sem brala, fast fashion, podjetja, ki imajo največ milijard, ne bomo govorili več o milijonih, kupujejo trajnostna podjetja in verjetno z razlogom. Kaj pa vidva, kje vidva vidite, naprimer, še, kam bo šel ta vajna niša, kaj bo naslednja stopnja, ali bomo kle ostali, kam gremo naprej? V bistvu je ful zapleteno vprašanje in ful... A bo več storytellinga, a bomo Ja. te stvari dali več tega še ozadja? Kaj bomo delali? Mislim, da se bomo najdli zmer ljudje, ki podobno razmišljamo in bomo to razvijali. Kdaj bomo ratali prav nek mainstream, ne vem. Se mi pa zdi, da je zmer več tega, da kupaš neko stvar, ki ti nekaj pomeni in v trenutku, ko ti nekaj pomeni, jo bolj čuvaš. No. Se mi zdi, da pri nas v bistvu ta najin izdelek, torej nek krožnik, je v bistvu sam na nek način izgovor, da se družiš in da uživaš in da v bistvu kreiraš neke spomine, neko druženje in da je tu pač point vsega in bo tu zmer luksus. Torej tu, da si ti zmer večji luksus, da si boš lahko vzel čas in imel eno kosilo, ki si ga lahko tudi sam skuhaš, ki ne rabiš iti nekam drugam in je lahko zelo preprosto, ampak gre za to, da v bistvu si ti povežeš s človekom, s katerim deliš to izkušnjo. Najlepša hvala, to je zdaj tak lep zaključek. Ta luksus je tudi pogovor, kot smo ga imeli mi danes, to, da ste vi lahko prišli klele v Fužinski grad nas poslušati. To pa še ni vse. Današnji večer bomo zaključili z mladimi ustvarjalci kulinaričnimi in v keramiki. Naredili smo klele v Majotu, smo pripravili posebno pop-up postavitev, ki nadaljuje to temo, ki smo imeli že tukaj, o sodelovanju, materialnosti, atmosferi, kako jo ustvariti in odnosom med kulinariko in oblikovanjem ter prostorom. Izkušnjo, ki jo bomo imeli, skratka, oni so vsak je pripravil neko jed, keramiko za to priložnost in bomo lahko okušali, kaj to pomeni in kakšna je ta sinergija.
Za glasbo bo pa medtem skrbel Bowrain, ki je tudi že prej, ste ga lahko slišali. Tako da vabljeni, da ta prostor zares zaživi, da tudi vi ustvarite to atmosfero, o kateri smo govorili, ker ne nazadnje je druženje res tisto ta zadnje, kar nam lahko vzamejo. Kaj je bil tvoj navdih za današnjo postavitev? Rekel sem, nujno je treba narediti nekaj veganskega, tako da smo zbrali Andreja iz Graške, ki sva tudi že prej delala skupaj, in sicer so kroglice, seveda ocvrte, kot se spodobi ulično hrano. Noter je krompirjevo testo z česnovko, ki je prišla iz Rožnika, danes sveža. V sredini je pa je pa marinirana češnja z čimičurjo mako. Tako da so tako sladko, slano, malo pekoče, kot ta pravi Hollywood film. Anja, ti nam povej, kaj je bila tebi glavna inspiracija za današnji večer? Mogoče letni čas, pa v bistvu ta sezona, poletna, tako da sem v bistvu pripravila kot neke take odtise morja, poletja, ne vem, po moje, ja. Tako da jaz mislim, da je Anja tukaj naredila večje delo kot nek odziv na te oblike. Ja, meni se je zdelo ful pomembno, ker so v bistvu te plošče izgledale tako kot eni fosilni odtisi morja in v bistvu te školjkice tudi na morje spominjajo, da so bili pač okusi in hrana samo nekaj, ki je dopolnil to zgodbo, ki jo je ona s keramiko naredila. Tako da cilj je bil recimo, da so te sirčki bili kot biserčki v školjki noter, da so bili v bistvu samo neko dopolnilo, da je res keramika tista stvar v ospredju, ki sveti. Se pravi, tle, ki so bile pa sladke stvari, sem si pa v bistvu želela uporabiti tako neke take asociacije na to, da gremo na morje, tako da sem pripravila Aperol špric, karamelo, potem ta čokoladna sladica je bila v bistvu 3 različne slane komponente, pa ena taka malo bolj klasična mango bazilika. Spodaj je bil skrit en tak sirček, pa čez med s timijanom, svež divji timijan, ki zdaj zelo lepo raste. Hotela sem v bistvu narediti neko slano varianto, zelo sladke sladice, nek preobrat na to. Zelo sem se hotela sklicovati na to samo skledico od oblikovalke Brigitte Gantar iz studia Kaša, ki dela te svoje predmete s čipanjem. In se mi je zdelo, da se ta tekstura zelo lepo poveže z rižem in sem hotela nadaljevati neko rustikalno, preprosto zgodbo. Temno čokolado, ki daje ogromno odgovornosti, bogatosti, pa mojstrstvo. Dodala sva malino, ki daje ogromno svežine, te ženstvenosti temu pralineju. Dodala sva čili, ki daje ogromno tudi strasti in neke ognjenosti. Dodala smo solni cvet, ker nosi ogromno ravnotežja, če ga je preveč, ni v redu, če je premalo, ga tudi ni v redu, pa dodala smo eno tako presenečenje noter. Tole presenečenje pa niso vaše plombe na koncu, se ne bo kdo ustrašil, tako kot kolegica, pokalice sva dala. Se nam zdi, da vsi ustvarjalci rabimo eno tako otroški žar, spomin na otroštvo, nekaj, da nas žene naprej, malo tega otroka vse, tako da pokalice so za to. Sem štela industrijsko oblikovanje, tako da zaradi tega delam tudi keramiko in hrano. V bistvu sama inspiracija za te kamne pa prihaja iz tega trenda Is it cake, ker se mi zdi, da je ful dober trend. In meni so kamni že od nekdaj fascinantni, tako da sem iz tega črpala inspiracijo. Ampak seveda se je to zdaj naprej razvil v nek večji projekt, kjer se gre bolj za to, da nekako ljudje probajo, kaj je, kaj ni, da lahko interaktirajo s hrano. Danes sem postregla, tele tasivi so črni sezam, ganaši s temne čokolade, halva. Potem pa te peščenjaki so pa toasted milk powder, oziroma pražen mleko v prahu in praženi mandlji in malo soli. In kakšni imajo tudi malo jabolčka zraven. Moj koncept danes je bil v bistvu taka nostalgija doma. Moj oče je mizar, jaz prihajam iz Bele krajine, tako da sem naredila
Na prvem stolčku imate belokranjsko cvrtje, kar je mleto meso v takem enem pivskem testu pa hrenova majoneza, druga stvar je pa ocvirkove pogačice, potem naslednjo imamo malo sladkega polentin kolač z nekaj para se lahko dodate sami ali jagode, bezgov sirup ali pa bezgovo karamele. Verjamem, pa one igrice, ki so bile ribice, ki si jih z magnetki ven povlekel. No, to je ta tretja zadeva. So timijanovi pekrčki in si jih lahko iz akvarija sami potegnete ven. Pa še zadnja stvar, ko prideš k babici, si pač malo odpreš okenčko, pa si vzameš oziroma v marce vzameš, kar pač je, in imamo noter skrit en tak štrudeljček v princeski, pa si kar sami odprgate stran tale pokrivček, pa date na njega princesko. Začne se s krekerjem, ajdovega kodžija z zadivimi zelišči, potem gor je pa še brusne v soli, pa sirup smrekovih vršič, pa hranj sem že rekel, ne vem, pa vodna kreša. Tako. Vidim, da je že vse šlo. Kaj pa bo navdih tvoj glavni, kaj si hotel nam povedati? Pa najbolj, nekako, ko sem videl te krožničke, mi je malo ideja gozda prišla na misel in potem s tem gozdom valjda zelišč. Ta sladki del je pa bolj nek farmhouse, ker je ajda povezana z ajdovim medom, ekspandirana bila, ni več. Potem krema rjavega sera, norveški, tu gre za pokuhano sero, gor je bila pa še divje jagode pa kislica.